šesto leto praktično Zavod za zdravstveno zavarovanje posluje brez zadolžitev, brez zadolževanja in smo ena redkih blagajn v Evropi, ki to počne. Se pravi, da ne najemamo kreditov za tekoče poslovanje. In v tem primeru se je odločitev, da imamo neko rezervo skupščine in upravnega odbora izkazala kot zelo upravičeno, da imaš nek puhar, nek denar na zalogi, da v času krize lahko tudi denar postrgaš, seveda v namen, da ohranimo stabilnost financiranja zdravstvenega varstva in bolnišnic zdravstvenih domov. Če ne bi bilo stabilnega financiranja, bi bile težave tudi v zdravstvu, takšne kot so zdaj v gospodarstvu, neizplačilo plač in podobnih stvari, kar jih ni. In pa seveda s tem ohranjamo zadovoljivo ceno zdravstvenih storitev. Če treba najemati kredite, cena povečuje. V teh 6 letih in tudi v zadnjih 2 letih in letu 2010 smo povečevali dostopnost, to pomeni, da hitreje pridemo do zdravnika, ali če prevedem v jezik, čakalne dobe se niso podaljšale oziroma so se skrajšale in intenzivno sodelujemo z Ministrstvom za zdravje in Inštitutom za varovanje zdravja pri čiščenju čakalnih vrst in boljšega informiranja bolnikov oziroma naših zavarovancev, kje se in koliko se čaka. Prav tako smo v letu 2010 uvedli številna nova zdravila in pa seveda več prvih pregledov. Naj vas spomnim samo na 2 točki. Iz akutne bolnišnične obravnave smo približno 2% sredstev presmerili v ambulantno specialistično obravnavo in s tem povečali število pregledov v ambulantno-specialistični dejavnosti. Nov model obračuna za CT in magnet je prinesel po naših ocenah oziroma bo prinesel okrog 20% povečanje dostopnosti do magnetnih preiskav. Se pravi, dokazujemo, da je kriza pravzaprav lahko tudi en svojevrstni izziv. Kar se poslovanja tiče, smo poslovali bolje, kot smo pričakovali. V gradivu imate natančno navedene številke. Rezultat je približno preliminarni, še ni natančen, ker še niso vsi računi prišli, vendar se bo gibal 18 milijonov pod pričakovanim rezultatom. Rad bi posebej poudaril, da seveda to ni samo dosežek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ampak vseh partnerjev, predvsem izvajalcev zdravstvenih storitev, da so kljub 230 milijonov evrov, ki bi jih drugače dobili, če bi bile cene od leta 2008 in decembra takšne, kot so bile takrat, so kljub temu naredili vse to, kar so naredili na dostopnosti. Seveda tudi sodelovanje s prostovoljnimi zavarovalnicami je treba omeniti, prenos sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga naredili, veste zakaj? Zato, ker smo toliko znižali cene storitev in zdravil, da je bilo to možno narediti in s tem smo razbremenili blagajno obveznega zavarovanja. Povedati treba tudi, da so farmacevtske industrije sicer so tudi se zavedla, da je kriza in pri nenehnih pogajanjih, ki jih imamo nenehno, praktično znižujemo ceno posameznih zdravil in pa ne nazadnje brez določenih vladnih ukrepov, ki jih bom malo kasneje omenil, tudi ne bi šlo. Zdravstveni domovi in bolnišnice so na tako imenovani fakturirani realizaciji. Mi te dni, se pravi do konca tedna, bomo pripravili tako imenovane končne letne obračune, ko Zavod pogleda pogodbene obveznosti na eni strani izvajalcev, na drugi strani pa njihovo realizacijo
in po vseh kriterijih splošnega dogovora pripravi tako imenovani končni letni obračun in pošlje obvestilo izvajalcem, koliko bo znašala naša končna obveznost, ki jo potem izvajalci vknjižijo v svoje bilance. In ko bojo te informacije dobili, bojo oni lahko potem realno ocenili ali pa zelo natančno ocenili, kakšen bo na njihov finančni rezultat. Tiče stroškov, to se pravi zmanjšanje odstotnega deleža breme prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, menimo, da ta del ne bi smel vplivati na povečevanje premije. Sam ta del, ker je že 2 leti enako, samo ta del. Sprav, ne izključujem pa kakšnih drugih vzrokov za povečanje premije. Tisto, kar navajajo zdravstvene zavarovalnice, je najpogosteje navaja, da je obseg programa presežen, da se več določenih vrst zdravil porabijo, ampak podatki potem mi niso znani, koliko naj bi ta del vplival na povečanje zavarovalnic, da nisem kompetenten, da ocenim, ali je to pravilno ali je to nepravilno. Ker mene pri vsej zadevi osnovni koncept prostovoljnega zavarovanja je bil, da je bila od takrat 92 ocena, da ne bomo zdržali pritiska samo plačila prispevne stopnje skozi plače, ampak da bo treba neki dodat oziroma plačati tudi iz žepa, kar imajo vse druge evropske države, tudi 18-20% krijejo vsi zdravstvene storitve iz tako imenovanih prostovoljnih dodatnih zavarovanj. Nismo nič posebnega Slovenija v zvezi s tem. Treba pa vedeti, da se zdaj tam v prostovoljnem zavarovanju dodatno suče približno okrog 400 milijonov evrov denarja, ki se nameni za plačevanje zdravstvenih storitev pri zdravstvenih izvajalcih in da je treba biti pri poseganju v kakršnekoli razmerja in kakršnekoli ukrepe, da je treba biti zelo previden, da ne bi slučajno preveč zanihali sistema in da se ne bi nam zgodili, da kar nenadoma ne bo za nek tip zavarovanja, ne bo interesa in ne bo nihče več hotel dodatne premije plačati. Na drugi strani bomo imeli pa skupino ljudi, ki bi pa imela interes po določenih storitvah, bo mogla pa plačevati nekajkrat višjo premijo. To se nam tudi lahko zgodi. In tudi je zelo previden pri takih akcijah. Morda še pojasnilo o višini letnega prenosa odhodkov zaradi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Gre za 37 milijonov evrov prenosa stroškov, ki predstavljajo kompenzacijo v tej enaki višini zaradi prihrankov, ki jih je ZZS in vlada ustvarjala za znižanjem cen tudi za zdravstvene storitve, ki jih plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Malo pa bo, nekaj se upravni odbor. Upravni odbor bo o tem sklepal predvidoma v februarju. O novem razpisu bom tudi takrat povedal. Kaj pa razpisni postopki ostajajo enaki, kot so bili do sedaj, ker zadnjič je bilo sporočilo skupščine, da je treba nekatere stvari tukaj spremeniti? Ja, v zvezi z razpisnim postopkom je upravni odbor sklenil na zadnji seji v prejšnjem tednu, da se čim prej ponovi razpisni postopek in načrtujemo, da bi bil razpis objavljen že naslednji teden, konec tedna, najverjetneje v petek, tudi v dnevnem časopisju. Upravni odbor je tudi sklenil, da bo razpisni postopek posebno pozornost dal področju dostopa javnosti do informacij, zlasti o prijavljenih kandidatih in v tem smislu nadgradil ta postopek in pa razdelal določene kriterije in merila za oceno ustreznosti kandidatov. Pričakujemo, da bo upravni odbor sprejel besedilo razpisa in ga najverjetneje načrtujemo že konec naslednjega tedna tudi
javno objavijo.